Blaž, Začnemo. predlagam, da kar prevzameš. Ok, evo, vsem skupaj en lep pozdrav in dobrodošli na šoli za mentorje, ki bo vodil dr. Rok Stritar. Zdaj, preden predam besedo Roku, bi povedal nekaj uvodnih besed v imenu Slovenskega podjetniškega sklada. Zdaj, tisti, ki se še ne poznamo, jaz sem v tem startup ekosistemu za preteklih 16-17 let. In zdaj projektno sodelujem tudi z skladom na programu Startup Plus, o katerem bom malo več povedal. In pa seveda s tem programom nekako probamo res zdaj spodbuditi naslednjo fazo razvoja ekosistema, kjer vidimo osrednjo kocko tega ekosistema ali pa zelo pomembni del ravno mentorski program. In s tem namenom je organiziran tudi današnji dogodek. Zdaj pa za vse, ki ste se prvič srečali s tem programom ali pa ki nimate celega okvira, zakaj se gre. Se pravi, Slovenski podjetniški sklad je ena od izvajalskih inštitucij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v lanskem letu je s pomočjo kohezijskih sredstev zaživel ta popolnoma nov program Startup Plus, ki je nadgrajena vsebina preteklih let, preteklega dela in podobno. Zdaj, kaj je glavna ideja? Glavna ideja je, da se kombinirajo finančni in pa vsebinski produkti. In znotraj tega Startup Plus programa lahko najdete 3 finančne produkte za startupe. To so subvencija P2, kjer startupi lahko dobijo do 54.000 evrov oziroma v večini primerov 54.000 evrov subvencije. Nato je produkt SK75, kjer dobijo 75.000 evrov konvertibilnega posojila in na koncu še produkt SISK, kjer sklad podvoji investicijo v razmerju, kot prispeva zasebni investitor. Se pravi, če dobi recimo startup s strani korporacije ali pa finančnega investitorja od 100 do 600 jurjev, pod enakimi pogoji sklad dejansko podvoji to investicijo. Zdaj, zakaj? Zato, da v ekosistemu na voljo več denarja, da se lahko dogajajo večje investicije, po drugi strani pa da investitorji namenjeno vsoto denarja startupom lahko razporedijo med več naložb in s tem znižajo tveganje. Tako da te 3 finančni produkti omogočajo startupu od tega, da razvije svoj produkt, da pride do prvih strank in potem tudi skalira na globalne trge. Se pravi, govorimo kar o zaporedju nekih produktov, ki omogočajo startupu, da dobi v vseh fazah potrebne finančne vire, kjer finančni viri so vedno osnova pri podpori. Zdaj, neštete študije ali pa dobre prakse v tujini so pokazale, da če da zgolj denar nekemu startupu, je to premalo, da je ključno pametni denar, smart money. Zato smo prek tega programa Startup Plus, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, zagotovili, da poleg finančnih sredstev dobijo s te startupi tudi izjemno veliko vsebinske podpore, dobijo neko paleto vsebinske podpore, med katero lahko izbirajo, glede na to, kaj jim ustreza, glede na njihove poslovne cilje. Zdaj, kaj vsebinska podpora zajema? Poleg mentorskega programa zajema 10 vsebinskih programov. Jaz ne bom zdaj podrobno vseh predstavljal, si lahko pogledate na spletni strani Startup Plus, bom tudi dal link na chat. Tle so različni programi, kot so program sodelovanja s korporacijami, program za internacionalizacijo, program za pridobivanje novo rundo investicije na globalnih trgih, vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme in podobno. Skratka, startupi imajo možnost, da izbirajo med 10 različnimi programi, glede na njihove poslovne cilje in v teh programih dobijo specializirano vsebino, dobijo neka peer-to-peer srečanja in ogromno drugih aktivnosti, ki jim pomaga ali do sodelovanja s korporacijami, ali do investitorjev na mednarodnih trgih, ali do novega znanja in podobno. Zdaj, poleg teh specializiranih programov pa je ključ, ki ga vidimo, oziroma osrednji temelj podpore ravno mentorski program. In zato se trudimo pritegniti v ta program pač
vas najboljše mentorje, ki imate izkušnje s startupi, ki delate dolga leta s startupi in tako vsak startup dobi svojega mentorja, da z mentor startupom čim bolj aktivno dela. Ker vidimo mi mentorsko podporo kot eno osrednjih ali pa najpomembnejših gradnikov te podpore, smo pa v letošnjem letu oziroma v lanskem s prvim dogodkom in v letošnjem letu bolj sistematično začeli izvajati tudi aktivnosti za mentorje. Tle nam pomaga tako MCM Slovenija kot dr. Rok Stritar in sicer smo v prvi fazi probali pritegniti še nove mentorje v ta mentorski program, smo jih kar nekaj potrdili, tako da zdaj skupaj že več kot 150 mentorjev. V drugi fazi pa začenjamo, se pravi, nekaj izobraževanja, usposabljanja za mentorje, neformalna srečanja in podobno. Danes je prvo tako srečanje, kmalu bo tudi drugi del online srečanja, kjer boste dobili izjemno veliko znanja. Potem imamo pa še 2 neformalni srečanji, pa prepričan sem, da bomo organizirali še marsikatero aktivnost v vmesnem času. Zdaj, poleg tega, da imamo zdaj kar nekaj vas mentorjev, za kar se vam res zahvaljujemo, da ste pripravljeni sodelovati, smo izdelali tudi priročnik za mentorje, ki ga boste vsi dobili, tudi po koncu, da ga lahko malo prelistate, preberete, ki ga ravno tako sta ga izdelala dr. Rok Stritar pa dr. Blaž Zupan. Pa imamo nek kodeks, ki podaja neke usmeritve, kako želimo razvijati ta ekosistem, kaj so temelji zaželenega vedenja, kdaj ali pa kako želimo, da mentorji tudi drugače pripomorete z energijo, z etiko, z vsem, pa ne samo mentorji, tudi investitorji in drugi deležniki k temu, da v Sloveniji gradimo čim močnejši ekosistem. Potem pa, kot omenjeno, tudi te izobraževalni dogodki, katerih namen je, da mentorstvo pri nas razvijamo kot kulturo, da se vsi zavedamo, da mentor ni biti lahko, da je to odgovoren poklic, da ga moramo skrajno resno jemati, pa ne zgolj zato, ker sklad tudi plačuje vaše ure, da se izvaja mentorstvo, ampak zato, ker res dober mentor v pravem trenutku lahko spremeni pot, ali bo nek startup prišel do uspeha ali ne. In zato želimo investirati v to, da čim več uspešnih podjetnikov razvije tudi mentorske kompetence. Zdaj nekaterim je to dano, nekateri so bili že mentorji mnogim startupom, nekateri pa se mogoče prvič srečujete z mentorstvom in coachingom. Zato želimo čim več prenosa znanja, čim več izkušenj, čim več dobrih, slabih praks, da se prenese in da imamo na koncu čim več dobrih startupov in na drugi strani čim več, čim boljših mentorjev, ki pomagate tem startupom, da rastejo, se razvijajo in da dosegajo uspehe. Tako da to je nek moj uvod, zakaj imamo ta srečanja in jaz bi se vam še enkrat zahvalil v imenu Slovenskega podjetniškega sklada, da ste si vzeli čas za današnje usposabljanje in trening. Verjamem, da bo izjemno zanimiv. Če imate kakršnakoli vprašanja, vas pozivam, da ste čim bolj, da participirate, čim bolj proaktivni, da ste. Rok ima izjemno veliko izkušenj, tako akademskih, kot v okviru svojih podjetij, kot mentoriranja mnogih podjetnikov. Pogovarjal se je tudi z drugimi mentorji, pozna tudi celoten sistem, tako nam bo lahko predal izjemno veliko znanja. Ker vem, da boste zadovoljni, bomo pa mi v okviru sklada se potrudili, da bo vsako leto še več aktivnosti, da bo še več mentorjev, da bo res nastala ena močna skupnost z močnim znanjem, kako biti dober mentor in dober coach. Tako da, zahvala še enkrat sem vam, ki ste si vzeli čas, zahvala MCM-u, ki nam je pomagal pri organizaciji vsega tega, pri pridobivanju novih mentorjev. Zdaj pa predajam naprej besedo Roku. Rok, hvala, da si z nami, hvala, da si zasnoval ta program in se že zelo veselimo vsebine.